Grobnice vladarjev so skozi zgodovino imele pomembno vlogo kot kraj spomina. Grobnice so imele tudi močan simbolni pomen moči, dediščine in kontinuitete. Njihov pomen se je razvijal in spreminjal skozi različna obdobja in kulture, vendar so vedno služile kot ključni element kolektivnega spomina. V preteklosti so grobnice ohranjale spomin na vladarja, njegove dosežke in njegov pomen. Tu so bile pomembne slikovne upodobitve in napisi. Grobnice so bile običajno monumentalne zgradbe, ki so že s svojo velikostjo opozarjale na pomen vladarja. Pomembna funkcija grobnice je bilo tudi povezovanje s predniki in dediščino. Temu so bili namenjeni različni obredi, ki so se izvajali pri grobnicah. V kasnejših obdobjih so grobnice postale mesta, namenjena krepitvi nacionalnih simbolov. V novejših časih so grobnice vladarjev ohranile večino neštetih vlog, ponekod so bile nekatere vloge bolj poudarjene, nekatere manj. V preteklosti so bili obiski grobnic omejeni predvsem na prebivalce, ki so živeli v bližini krajev pokopov. Obiski iz oddaljenih krajev so bili redkejši. V sodobnem času so obiskovanja grobov vladarjev postala tudi del turistične ponudbe. Slovenskemu prostoru najbližje je grobnica Burbonov v Kostanjevici na Krasu. Pogosto ob obisku Dunaja obiščemo tudi grobnico Habsburžanov. Z našim bivanjem v Kraljevini in socialistični Jugoslaviji pa sta obe lokaciji v Srbiji. S Kraljevino je povezana grobnica v Topoli, kjer so pokopani Karađorđevići. V Beogradu pa je grob, v katerem je pokopan Josip Broz Tito, dosmrtni predsednik Jugoslavije. Grob je na Dedinu v hiši Cvetja. Objekt je bil zgrajen leta 1975 in Tito ga je uporabljal kot delovni prostor. Titova želja je bila, da bi bil tam pokopan. Tito je umrl 4. maja 1980 v Ljubljani. Posmrtne ostanke so nato pripeljali v Beograd in 8. maja je bil pogreb. Pogreba se je udeležilo 209 delegacij iz 127 držav. Od leta 1982 je bila hiša Cvetje odprta za obiskovalce. Obiskovanje Titovega groba je postalo del sindikalnih izletov in obiskovalcev je bilo zelo veliko. Do leta 1992 je bila ob grobu častna straža. Ob obletnici rojstva 25. maja in smrti 4. maja in ob različnih državnih praznikih so venec na njegov grob polagale različne delegacije. Leta 2013 je bila poleg Tita pokopana tudi njegova zadnja soproga Jovanka Broz. V obeh stranskih prostorih so postavljene razstave povezane s Titom. Po razpadu Jugoslavije so se občasno pojavljale ideje o prenosu Titovih posmrtnih ostankov v njegov rojstni kraj Kumrovec ali pa kam drugam. Največkrat so bile te ideje del politične igre. Obiskovanje Titovega groba je izgubilo simboliko, ki jo imajo običajno takšni obiski.